Ni skrivnost, da so v Sloveniji v zadnjem obdobju zrasle luksuzne vile, katerih vrednost dosega več milijonov. Ali redke od njih imajo okolico tako urejeno, kot bi pričakovali glede na zasnovo objekta in njegovo notranjost. V središču Ljubljane smo vstopili na vrt vile, kjer sta vila in vrt nastajala sočasno, z roko v roki, v usklajenem sodelovanju med arhitektko in oblikovalko vrtov. Vrt vile Rožnik je večplasten, dopolnjuje razgibano arhitekturo vile, ponuja edinstvene poglede tako na prostem kot iz notranjosti prostorov, z dinamično etažno umestitvijo vzbuja vtis, kot da je veliko večji, kot v resnici meri. Vse to je posledica celostnega pristopa in enotnega oblikovanja v skladu z moderno arhitekturo vile. Vilo so umestili ob severno mejo zemljišča in s tem omogočili, da je južni, prednji del vrta kar se da velik. Hkrati so tako umaknili bivalne prostore v pritličju od sosednjih hiš in ustvarili spreminjajoče se prizore na vrtu pred panoramskimi okni. Terasasto zasnovana hiša je ozelenjena na vseh ravneh in se tako vse bolj staplja z zelenim ozadjem Rožnika. Tukaj smo v bistvu na robu Korenskega parka Tivoli Rožnik in je tudi sama hiša mišljena na vse zadnje, da se bo enkrat zlila s to gmoto, zato je tudi v bistvu bila toliko veliko poudarka na sami zunanji zasaditvi oziroma ureditvi. Hkrati imamo pa zelo različne ambiente. Mi imamo pritličje, ker je v bistvu najbolj zaveten atrij, tako privatno bivanje, ker so tudi bivalni prostori, kuhinja, dnevna soba in vse ostalo, kjer ne bi bil človek najbolj v bistvu v tistem svojem privatnem razpoloženju. Bolj, ko smo šli višji, recimo bolj, ko se odpiramo proti tudi Ljubljani, smo želeli narediti na teh terasah en zastor, eno tako meglico, tako kot imaš v stanovanju debele zavese, pa imaš tanke zavese. Mi smo tukaj želeli narediti tako tanko zaveso, ki se bo spreminjala, ki bo migotala, ki bo travniška, da boš ti čez tanko zaveso potem gledal pa naprej do mesta. Potem imamo pa še naslednjo nadstropje, ker so pa spalnice, rabimo pa malo več zavetja, samo spet ne preveč blokad, tako da v bistvu je bilo kar zanimivo. Potem pa še ozke meje med samimi dvojčki, med sosedi, kako to nekako tudi zastirati, ampak ne blokirati. Druga ob drugi sta pod Rožnikom zrasli dve enaki vili s podobno zasnovanima vrtovoma. Arhitektura obeh vil je delo arhitektke Larise Bonetti Jančar. Slednja je načrtovala tudi osnovne poteze okolice, torej dovoze, parkirišča, zelenice, ograje, poti, terase, višinske razlike na strmem delu, kjer je razlika med zgornjo in spodnjo točko terena približno 3,5 metra, pa stopnice, ravne strehe, odvodnjavanje in podobno. Tako da od samega začetka, že na podlagi idejne zasnove, sva sodelovali, preden je ona sploh hišo na parcelo postavljala. In smo v bistvu, kolikor je gradnja potekala, kolikor smo potem stopnice reševali, brežine, tukaj so tudi strašne brežine. Gospa arhitektka Bonetjeva Jančarjeva se je pa upala narediti, tako trditi brežino. Mi smo pa izbrali to pravo rastlino, da je res v kratkem naredila prepred kompleten s temi koreninami, da v bistvu tudi lansko leto, ko je en mesec potem, ko smo imeli izvedbo, ki je bil hud naliv in jaz sem samo prišla sem in sem gledala, se bala, da bo vse skupaj šlo, v bistvu niti kapalce oziroma niti zrno zemlje skoraj da ni padlo dol, kljub temu, da korenine še niso bile čisto preraščene. Oblikovalka vrtov Bernarda Strgar je strokovnjakinja za trajnice. Seveda pa je na vse tri terase vključila tudi drevnino. Zdajle smo v drugi polovici poletja, videli bomo na sliki oziroma na posnetku, kaj je okoli naju, kaj se zgodi zgodaj spomladi in kako se bo prevesilo tole v jesen. Ja, zgodaj spomladi je bila tukaj ena eksplozija rumene in rdeče. Kajti v bistvu po vseh teh terasah, posebej se videli na prvi in pa drugi terasi, gozd je bil ves siv, ne samo debla so se videli od drevesne, tukaj so bili pa rumeni, rdeči tulipani pa rumene narcise, zelo zgodne. Potem bolj, ko smo šli proti poletju, bolj so bile te barve se umirale, bolj so rožnate postale, modrikaste, belkaste. Je pa tudi tukaj treba povedati, da tukaj zelo močno ogrodje narejeno. In z drevesi, grmovnicami in na vseh predelih, kjer so trajnice posajene, so posajene zimzelene grmovnice. Na strehah, ker je zelo suho, so to borovci, po ostalih gredah so to plazeče tise, ki bomo pol oblikovali, ampak v bistvu, če pa čez zimo, ko v bistvu vse golo, če ni prave strukture, pa zgleda preveč prazno, ne? Malo sva zamudila višek hortenzij. Te vi zelo radi uporabljate na vrtovih, ki jih načrtujete.
Hortenzija sploh v Rožni dolini, ne, ker v bistvu okrog vseh starih hiš, vseh starih vil je bila hortenzija pač značilna in tudi včasih po vrtovih so bile hortenzije vedno in so prav značilne za ta letni čas. Tem, da uporabljamo zdaj pač zelo sodobne različice. Recimo uporabljamo te grozdaste hortenzije, panikulata, hidrangea panikulata, ki imajo nizke hibride, ki pa ogromno suše prenesejo. Ena posebnost te vile je ravna streha, ne, ki pa ni gola, ki pa ni samo zasuta s peskom, ampak kot ste že prej opisali, je ozelenjena. Kako vi vidite vlogo recimo ravnih streh? Bi bilo zelo fino, se mislim, da tudi pod predpisom, no, da so zelenjene, samo na tak način je pa v bistvu zelo malkrat vidimo, ne, da so zelenjene. Mi smo že pred leti začeli delati teste pri nas v vrtnariji, na koliko substrata lahko kaj posadimo, to je zelo pomembno. In tukaj smo v bistvu na 30 cm zelo razkošen travnik naredili, potem smo pa še dali noter še dodatna korita, malo dvignjeno, da smo lahko še posamezna drevesa sadili. Ogromen žuželk, da je biotska raznovrstnost v bistvu pomembna, v bistvu bogatimo prostor, ker ustvarjamo ekosistem in je posebej to v mestu izjemno pomembno. Več zelenih volumnov. Ne. Tukaj gre tudi, v bistvu ne govorimo samo o posamezni zasaditvi lepotno, ampak govorimo tudi o zelenih volumnih. Ne. In danes načrtujemo priporočilo pri načrtovanju to, da ustvarjamo to plastovitost, ne, da imamo ta nivo dosežen krošno, potem je eno manjše drevo ali manjša grmovnica, spet manjše, da se v bistvu prvič nudimo za točišče, za največje število možnih pticov in živali in vsega tega, ker imamo to plastovitost. Tudi pomembno, da se tla čim hitreje pokrijajo, da ustvarjajo v bistvu tudi poseben ambient, tako za mikroorganizme, kakor tudi organizme v tleh, ki v bistvu ohranjajo zdravost rastlin in vseh teh dreves, ki so pomembne pač vzgori. Takšni so sodobno načrtovani vrtovi. Ne zadošča več, da godijo našemu občutku za estetiko, spodbujajo naj tudi življenje drugih živih bitij.